Papež Frančišek je pri splošni audienci spregovoril o kristjanih, ki pripadajo drugim veroizpovedim in izročilom. Ob tem je poudaril, da morajo kristjani gledati na to, kar združuje, in ne na to, kar deli. Ai motivi politici e di convenienza fino agli scontri dovuti. Razlogi za razdeljenost kristjanov so različni. Papež je med drugim omenil razlike v dogmatskih in moralnih načelih, politične razloge, napetosti zaradi nenaklonjenosti ali osebnih ambicij. Vsem pa je skupno to, da sta v ospredju napuh in sebičnost, ki sta razlog za razprtije in zaradi katerih smo nestrpni, nesposobni poslušanja in sprejemanja drugačnega pogleda. Kaj ob tem vsakdo izmed nas kot član Matere Cerkve lahko in mora storiti, se je vprašal papež. Vsekakor ne sme manjkati molitev, poleg tega pa nas Gospod kliče k odprtosti, vabi nas, da se ne zapremo pred dialogom in srečanjem, ampak sprejmemo vse, kar nam tehtnega in pozitivnega ponudi drugače misleči. Vabi nas, da pogleda ne osredotočimo na to, kar nas deli, ampak na to, kar nas združuje, in da poskušamo spoznavati in ljubiti Jezusa in deliti bogatstvo njegove ljubezni. To konkretno pomeni tudi sprejemanje resnice, skupaj s sposobnostjo odpuščanja in s tem, da se čutimo del iste družine, da skupaj delamo številne dobrodelne stvari. Io sono tanto grato al Signore perché oggi Frančišek je ob sklepu sredine splošne audience še dejal: Dragi prijatelji, pojdimo naprej po poti k polni edinosti. Zgodovina nas je razdelila, vendar smo na poti k spravi in občestvu. In ko se nam bo cilj zdel preveč oddaljen, skoraj nedosegljiv in nas bo zajel obup, naj nas opogumi misel, da Bog ne more zatisniti ušesa pred glasom svojega Sina Jezusa in ne uslišiti njegove in naše molitve, da bi bili vsi kristjani zares eno. ma credono in Gesù.